vsaka beseda, vsak stavek je hipnoza. Sam pač mi temu ne rečemo hipnoza. Ampak zakaj hipnoza? Zato, ker v bistvu na naše nezavedno deluje. In če neko stvar slišimo tokrat in tokrat in tokrat, se pač nekam usede in dejansko mi začnemo, to ponotranjimo in začnemo mi na ta način delovati, živeti, razmišljati, govoriti in tako naprej. Ej, tale je čisto v kontekstu, pa to sem tudi pri tebi pobral. Beseda, ki jo zadržimo zase, je naš suženj. Ja, Beseda, ki nam uide, a ne, je pa naš gospodar. ja, Wow. to je to dejansko v bistvu, da je to je ta, bom rekel, ja, modrost, ne, ker ljudje pač, ker smo čustvena bitja, ne, nam nekdo pritisne na tipko, v bistvu in prva reakcija je Uide, ne, se zato pa Uide. poudarek na uide. uide. Ja. Ne. In pa, ko se miriš, pa reče, pa mi tega treba. Kako ne te to zgliham? Vse je bilo Ja. drugače. Ja. In pa človek reče, recimo, evo, naslednjič bom drugače, ker to res nima smisla. Ker res nima smisla. Ampak čez 5 minut nekdo potisne, pa spet isto. To so ti nezavedni programi. In tukaj dejansko v bistvu jaz edini način vidim, kako to spreminjati, je s pomočjo dihanja. Ker jaz vem pri sebi. Takrat, recimo, ne vem, če sem utrujen, pa nisem v najboljšem stanju, ne vem, pa nisem takrat fokusiran na dihanje, to pride z mene. Ampak ko sem jaz v svojem stebru, ko se jaz dobro počutim in takrat, ko sem jaz fokusiran na dihanje, me bo zelo težko ven iztirati. Torej, s prisotnim dihanjem kupiš tisto sekundo, ker ljudje reagirajo v sekundi. Če bi samo zmogli tisto sekundo zdržati, bi bila reakcija drugačna. In raven dihanje, z dihanjem kupaš to sekundo. Ker lahko narediš ne 2-3 vdihe, okay. A veš, to je čustven naboj. In ko ta čustven naboj samo malo popusti, ni več potrebe po isti reakciji.